To je bil pa eden od najtežjih testov letošnjega leta. Ja, toliko različnih stvari je zapovedati o tej Mazdi, da sem moral prvo razmisliti, kako bi se ga lotil. Pa sem razmišljal, da bi mogoče povedal, kako sem avto dojemal od začetka pa do zdaj. V bistvu sem ga najprej videl in mi je bil takoj všeč. Ja, Mazda je že zelo dolgo izdelovala zelo privlačne avtomobile. V bistvu se je njihov preporod začel ravno s prvo Mazdo 6 leta 2002, ko je svojo novo filozofijo zamenjala prejšnjo 626 in seveda takoj postala uspešnica. Lahko bi rekel, da je ta zdaj 4. generacija nove šestice ali pa kar 10., če štejemo še prazgodovinske 626. Lahko pa tudi prva, ker ima zadnjo oznako E. Točno to, ja. Električna je, samo električna in to je prva velika sprememba. Marsikateri tradicionalni voznik s tem odpade, pride pa tudi kakšen nov, tako pač je. Zgleda pa super, recimo tale spoiler, ki se lahko zloži, ali pa, pazi to, skrite kljuke seveda, pa tale vrata s šipami, brez okvirjev. Potem pa kabina. Prvi pogled, wow. Res lepa barvna kombinacija, tudi materiali so zelo dobri, zaenkrat še vse v stilu Mazde in moja pričakovanja so rasla. Upravičeno, ker v Mazdah sem se res vedno dobro počutil, potem pa volan je majčkeno predaleč, ker sem si ga v Mazdah vedno lahko nastavil majčkeno bližji. In kje so gumbi? Nikjer, nič. Vse se nastavlja tukaj preko zaslona, tudi luči, brisalniki, vsi teli sistemi. Čist druga logika. Seveda sem šel začudno raziskovati, kako je to možno in potem sem našel razlog. To je seveda preoblečen Chang'an Deepal SL03. To pa seboj prinaša tudi kup ostalih neumnosti, ki jih očitamo kitajskim avtom in bolj malo primerjave z Mazdami, kot jih poznamo danes. Žal. Prostor je sicer lepo urejen in dosti ga je, tudi zadaj se sedi ful fajn, prtljažnik sicer ni toliko velik, se pa odprejo zadaj vrata skupaj šipo in ima še enega spredje, ki tudi ni toliko majhen. Spredje je sploh fino, odlagališče je velik in tukaj se telefon zelo učinkovito hladi med polnjenjem, to je super. Manj super pa so prevodi, tako kot sem pričakoval. Logika sistema mi še nekako gre, čeprav me res jezi, da moram vsakič posebej sklapljati tale ful nadležna sistema za hitrost, pa tegale za ohranjanje voznega pasu, ker slabo in preveč agresivno deluje. Počasi se kar vklop nazaj med vožnjo, čeprav sem ga izklopil. Potem včasih se oglaša v nekem čudnem jeziku. Kaj? Včasih tudi v angleščini, potem radio kljub DAB-u včasih deluje, včasih deluje, včasih pa ne, očitno ne. Najbolj pa me jezi, da se včasih po določenem času vse resetira in ko se potem usedemo v avto, moram vse nastavljati na novo. Mislim, tukaj imajo pa res še veliko dela, če želijo narediti avto prijeten, kot so ostale Mazde. Evo, tukaj imam priljubljene, imam nastavljene priljubljene, pa seveda niso notara, ne. In pa moram vedno na novo vse iskati. Ja, raven zato smo v zadnjih letih to znamko imeli toliko radi, ker so bile stvari res enostavne tam, kjer so lahko. Japonci so to po vseh letih izkušenj res dobro premislili, zato me toliko bolj jezi, da so v tem primeru skoraj vse prepustili Kitajcem. No, ko enkrat vse nastavaš po željah in upaš, da bo tudi prezračevanje delovalo, kot si zamislil, ker moraš tudi tukaj temperaturo včasih nastaviti na čudne vrednosti, potem je pa vožnja s tem avtom zelo prijetna. Da je tiha, itak pričakuješ od električnega avta, pride pa tukaj do izraza še ful dobra izdelava, da nič ne škripa med vožnjo, blaženje je prijetno udobno za daljše poti in občutek na volanu tudi ni slab, čeprav je servo precej mehak. Ampak paše k temu avtu. Čeprav sem bil vajen od Mazde bolj dinamičnih avtov, je bila šestica vedno tudi na udobni strani, ima pa ta zadnji pogon, kar je seveda super za občutek med vožnjo. Tudi moči ni mal, 180 kW, to je 245 konjev, zato dovolj lepo pospešuje tako z mesta, kot tudi potem med vožnjo, recimo po avtocesti. Zdaj pa še električni del, ja. V imenu te Mazde 6e piše tudi, da je long range, torej da ima večjo od dveh baterij z 80 kWh. Nekje sem zasledil, da je uporabna kapaciteta 75 kWh in bi rekel, da kar drži, ker sem ob poprečni porabi okrog 20 kWh na 100 km res prevozil dobrih 350 km z enim polnjenjem. Na avtocesti, jasno, sicer je poraba manjša, zdaj pa okoli 3000 prevoženih kilometrih imam poprečje 19 kWh.
To sicer ni super dober rezultat, je pa nekako primerljiv z vsemi ostalimi podobno velikimi električnimi avti. Do tukaj je vse ok, zatakne se pa pri hitrem polnjenju. Ko sem prebral, da je največja moč na enosmernem toku 90 kW in da potrebuje od 10 do 80% 47 minut, sem mislil, da je napaka. No, ni. Za četrtino manjša baterija pri drugi različici se polni skoraj enkrat hitreje, tako da na koncu ugotoviš, da se mogoče tista celo bolj splača, ker vedno poudarjam, da je za dolge poti bolj pomembno, kako hitro se baterija polni, ne pa toliko kakšen doseg ima avto. No, pri tej najprej niti 90 kW nisem dosegel in se čudil, zakaj gre toliko slabo, potem pa sem videl, da ima možnost ogrevanja tukaj, kjer moraš nastaviti čas, ko boš polnil, kar je malo hecno, ampak ok, potem pa pride tudi do 90. Na koncu ugotavljam, da je ta varianta boljša za tiste, ki boste večinoma polnili doma in vam je vseeno za moč polnjenja, tista z manjšo baterijo pa paradoksalno za tiste, ki boste več na poti. Ja, zelo mešane vtise pusti ta avto. Če gledam nanj zgolj kot na novo Mazdo 6, me razočara, ker nima vsega, kar je delal Mazde tako prijetne v zadnjih letih. Če gledam na to kot na čist nov model pri Mazdi, ok, ima določen potencial, sploh z dobro ceno, odlično notranjostjo, dobro opremo, prijetno vožnjo, ko izklopiš vse nadležne sisteme. Verjamem, da bodo marsikaj še izboljšali v naslednjih letih, ker sproti popravljajo napake, ampak jaz to vsem kar ne morem pozabiti na prejšnje šestice, ki so mi bile pa res všeč. Se zgleda super.